Najprej o litijski 7,7 milijonskem nakupu propadajoče stavbe, zaradi katerega se je SD znašla v največji krizi v svoji zgodovini. Odstopila sta predsednica stranke Tanja Fajon in generalni sekretar Klemen Žibert. Položaj je zapustila tudi ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan. Ne sme se nam narediti, da ta zadeva propada. Ko gledamo, koliko je stal 7 milijonov, pa če obnove, ne vem, 3, 4, 5 milijonov, zdaj ne vem, koliko bi bila lahko obnova, ampak sigurno bi bilo to za državo zdaj lahko bistveno bolj ugodno, kot pa da jo zdaj prodamo pod nekimi pogoji, ki bi bili nižji, kot smo dali. 2 leti po nakupu stavba še vedno propada. NPU je marca lani ovadil 4 osebe. Prodajalca Sebastjana Vežnavarja, Uroša Gojkoviča z Ministrstva za pravosodje, vodjo službe za nepremičnine Simona Starčka ter sodno cenilko Bredo Zorko, ki je izdelala 2 cenitvi z večmilijonsko razliko v vrednosti. Poleg kupnine 7,7 milijona evrov je pravosodno ministrstvo do danes plačalo še za dobrih 94 tisoč evrov stroškov. In še ena težava, nerešeno vprašanje manjkajoče parcele. Ob nakupu je država od Vežnavarja namreč pozabila odkupiti manjši del zemljišča tik ob zadnjem vhodu. Ker brez te parcele stavbe ta hip ne morejo prenoviti, tudi če bi jo želeli, ker kriminalisti sumijo, da jo je država preplačala za skoraj 3 milijone evrov in ker je bil Han ves čas član vlade, njegovi trditvi, da se Litijsko splača prenavljati, dajemo oceno ne drži.